Beletrina v živo. Pozdravljeni. Danes je z menoj Eva Mahkovic, katere tretja knjiga Toxic je ravnokar izšla pri založbi Beletrina. Eva, živjo. Živjo. Začela bi z najbolj osnovnim vprašanjem, in sicer kako se počutiš po tem, ko je ta knjiga Toxic, za katero se mi zdi, da je mogoče najbolj izpisana, mogoče celo najbolj introspektivna, v bistvu mogoče tvoje najtežje delo do zdaj, kako se počutiš, ko zavzema prostor v svetu, oziroma kako se počutiš, ko je končno zunaj? Po eni strani se počutim zelo dobro, ker je za mano eno veliko delo, bi jaz rekla, eno težko delo, se pravi dobro na nivoju tega sama pri sebi, da sem pač nekaj dosegla, kar sem si zadala. Tako da pa da sem prišla v bistvu do neke točke, ki se mi zdi, da sem zadovoljna s tem, kar sem dosegla, tako da to je ena stvar. Po drugi strani seveda me je zdaj tudi malo strah, zaradi tega, ker v zadnjem času, se pravi v tem zadnjem stadiju, ki se pač dela knjiga, se pravi editinga, in to malo pozabiš, kaj je dejansko vsebina, in zdaj, ko bo pa ta vsebina prišla pred bralcem, je pa tako, ker je zelo osebna, zelo autorefleksivna, pač pomeni, da sem zdaj v neki zelo ranljivi poziciji oziroma prehajam v to in da me pač tudi strah oziroma pač trema. Pa mogoče ena stvar, ki me pa zdaj v tem poletju, v tej pač luknji poletja mi se zdi najbolj resnično, je pa to, da sem pa tudi zelo prazna. Se pravi, ker sem en velik del sebe zdaj dala v nek drug medij in v bistvu ena verzija mene zdaj živi v nekem drugem mediju, sem pa zdaj popala. Ne vem točno, kaj ne bi sabo počela. Omenila si, da je to zelo osebna knjiga, in jaz sem že prej rekla besedo introspekcija, ki izhaja iz tega, da je nekdo rekel, da si se v svoji prejšnji knjigi Na tak dan najbolj trpi Mastercard mogoče bolj ukvarjala z zunanjim svetom, tokrat si se pa bolj poglobila vase, pa me zanima, če imaš o tem kaj zapovedati. To po eni strani se mi zdi sicer to res, ampak ni bil pa to, ko sem pisala pač to knjigo, ni bil nekako to moj namen. Mislim, vsakeč, ko se lotim pisanja nečesa novega, se mi zdi, da moram predvsem najti v sebi pač pripravljena za to, da sem spet iskrena na nov način oziroma iskrena na način v skladu s sabo, kakršna sem zdaj. In pač pri Mastercardu je bilo pač to malo drugače, zdaj sem 4 leta starejša, vmes se je marsikaj v svetu spremenilo, bil je COVID, je pa tudi res, da je Mastercard nastajal na zelo drugačen način kot Toxic, ker sem ga pisala čez daljše časovno obdobje, mislim, da je bilo tako 3 leta pa pol teh statusov, se pravi v prvi fazi so itak bili pač to Facebook statusi, ki niso imeli namena, da bi postali celota oziroma da bi pač to enkrat postala knjiga, v zadnji fazi sicer potem so te statusi sem že vedela, da bo to knjiga, ampak Toxic je pa pač ena stvar, ki sem jo gradila v bistvu iz nič. Sem pa pač dost hitro vsem videla, da bo pač to spet neka varianta autofikcije, ampak da bo se mogoče bolj približala neki bolj strnjeni celoti. Se pravi pač, da sem že od začetka probala misliti na bolj strnjeno celoto, ampak še zmeraj pa izhaja v bistvu zelo iz mene tukaj zdaj, zato sem jo tudi nekako časovno umestila v neko konkretno časovno obdobje med oktobrom 2022 in naprimer 2023. Tretja knjiga je, in že pri prvih 2 knjigah se mi zdi, da je bilo eno od najpogostejših vprašanj, na katera si morala odgovarjati, o žanru. Kaj je to za ena knjiga? Je to poezija, je to proza, je to esej, ali na kakšen način to umeščati? In Toxic je spet v bistvu nek relativno nedoločljiv ali pa žanr, kakršnega še ne poznamo, kakršen pa nas ni pogost. In me zanima, kako ti pristopaš k žanru in je vprašanje tega, kaj pišemo, sploh relevantno z vidika forme. Jaz mislim, da je pač forma zelo, zelo pomembna. Kot že rečeno, se mi zdi, da pač zame mora biti predvsem organska. Jaz recimo takrat, ko sem Mastercard končala, sem nekaj časa še objavljala na Faceu statuse, ki so bili recimo sorodni tej zadnji fazi Mastercarda, ker sem jo pač takrat še čutila. V bistvu zdaj, ko sem pač prišla do Toxic, sem pa videla, da nekako se mi je to izpelo in da tudi nima več potrebe, da bi dajala stvari v javnost, preden zgradim eno malo večjo stvar. Mislim, že Mastercard je imel probleme z žanrsko umestitvijo, kar pač po eni strani se mi zdi, meni se zdi v resnici to po vseh stranih dober, samo kar se tiče pač birokracije, pa tega je bilo včasih slabo, ker pač se ga ni dalo umestiti nikamor. Tudi vinjete v resnici so imeli podoben že problem, tukaj pa pač, se mi zdi, da
Probala sem težiti bolj k celoti, hkrati pa se mi zdi, da sem vsebine, ki sem jih obravnavala po eni strani, mislim, da so bile malo tako vse heterogene in sem probala potem tudi znotraj poglavja pač iskati neke različne forme pač izraza za partikular vsebino, ki sem jo pač hotela posredovati. Kar se pa tiče sicer vprašanja žanra, se mi pa zdi, glede na to, da delam v teatru, kjer recimo moramo pogosto delati znotraj nekega določenega žanra in zelo tudi misliti na publiko, ki je primerna za ta žanr in kakšne so zakonitosti tega žanra. Da čisto so osnovno vodilo, se mi zdi to zelo dobro, ampak da je pač treba te meje vedno prevpraševati pa v bistvu prilagajati glede na čas, v katerem živimo. Pa bi pač seveda tukaj uporabila klasičen moj to go primer Gillian Flynn, ki pač piše po formi recimo krimiče, ampak so je vsebina teh krimičev veliko globlja, kot bi pričakovali recimo sam za nek old school, neko old school definicijo tega žanra. No, tako da premikanje v glavnem. Je pa tudi, če se navežem na Gillian Flynn, tvoja knjiga je o tem podobno dobro obrtniško izpisana v smislu, da ko človek začne brati, jo zelo težko neha. Kar da nek predih organskosti, deluje kot da med tabo in papirjem, če se arhaično izrazim, ni ničesar, da je vse samo prišlo in mi smo zdaj v živo, v real time spremljamo, kako ti živiš, v čemer seveda uživamo, ampak zatem to je precej obdelana resničnost. Ne? Ja. Mislim, zdi se mi, da je to pomembno povedati, zato ker če ne lahko dostkrat se ljudje počutijo, kot da ti zelo veliko čutiš in potem to zelo hitro daš ven. Ja. V primeru Toxic to ni bilo čistko. Mislim, pri Mastercardu mogoče boljš, pa še tam je bilo zelo veliko editinga prisotnega. Jaz sem zelo rada editing, zato ker je pač v resnici to moj poklic. Pač dramaturg je nekdo, ki v bistvu lahko bil korespondira poklicu urednika v literaturi, no? Na neki točki. Tako da, ja, mislim, Toxic sem jaz pisala v glavnem, mogoče neposredno iz tega, ker sem v glavnem nabirala material, tako da sem ga pisala v aplikacijo Notes na telefonu. To recimo 1 leto in sem potem šele v zadnji fazi potem šla to editirati na pač računalnik, ampak ja, se mi zdi pa dobro prebrati za sabo stvari in dobro vedeti, kaj hočeš ki povedati, da je to pač ključna stvar, mislim, ključna prvina tega, da znaš pisati. No. Sej, mislim, da tukaj tudi en primer je, pred časom si rekla, da boš zelo jezna, užaljena, razočarana. Če bo kdorkoli mislil, da je to smešna knjiga, če bo komorkoli ta knjiga smešna, ker res ni smešna, ker je res tragična knjiga. Ampak potem, mislim, težka knjiga. Ampak potem, ko jo človek bere, se velikokrat na glas zasmeji, ker, kot jaz rada rečem, imaš ti podtalno neverjeten talent za komedijo, za veselo igro, za humoresko. Mislim, da je to tvoj primarni žanr v resnici. In da tudi znotraj te knjige se mi zdi, da humor nastopa na točno določenih mestih s točno določenim namenom. Ja, nisem prepričana, da čez namenom, ampak se mi zdi, da je to v bistvu stvar neke autorefleksije spet. Da pač jaz imam mogoče sicer moje primarno stanje čustveno dost melanholično in se veliko pogosto v življenju valjam o tem oziroma pač nekako raziskujem to stanje, ampak da pogosto pa potem tudi začutim potrebo, da je pač pogledam to še z ene druge strani in sama sebi odgovorim na to. Tako da mogoče pa potem v teh situacijah nastopi pač nekaj, kar se potem na koncu humorno bere, ker je pač drugi pogled na ker v bistvu zmoraš sebe videti od zunaj. Poskušam. Kar je tudi nujnost dobre literature ali pa katerekoli umetnosti. Zdaj smo precej rekli o tem, kako si pisala o sami formi. Vsebinsko je pa knjiga v bistvu zelo strukturirana 8 delov. Boš ti več povedala o tem, kako si prišla do te strukture in kakšna je? Ja, ta struktura je spet prišla precej pozno. Mislim, kot sem že rekla, pozno v fazi mojega pisanja, ker sem pač imela ogromno nekega surovega materiala, ki se ga ni dal posredovati na isti način, kot sem Mastercard, kar je bil moj prvotni namen. Se pravi, da grem čez 1 leto svojega življenja po entrih, se pravi po pač vsakem dnevu. Potem sem videla, da v bistvu bo to preveč napaberkovano in da to ne bo šlo. In potem v bistvu sem nekako, ker pa želim, da je pač še zmerom, da se vidi, no, da Toxic nastaja v nekem določenem časovnem obdobju in odraz neke določene faze mene. Sem ga pač umestila v neko leto in potem v bistvu razvrstila po temah, po mesecih in potem te
nekako se mi pa zdi, da imamo tukaj, če bi grobo ločili ene mesece, ki so bolj izključno introspekcija in potem druge mesece, ki se pa ukvarjajo bolj vseeno s svetom zunaj ali pa v bistvu s preteklostjo sveta, ki sem ga živela, no, mogoče, in da se recimo te mesece izmenjujejo. Parkrat si že omenila to zelo jasno časovnost. Spisala si v točno določenem obdobju, želela si, da se to točno določeno obdobje odraža. Hkrati pa tudi razmišljaš o preteklih obdobjih in eno obdobje, ki je zelo prisotno skozi prizmo, recimo sploh v enem delu popularne kulture, so zgodnja 2000. Ali pa prvo desetletje novega tisočletja, ki se zdi po eni strani zelo trivialno tisočletje za slabo pop kulturo, po drugi strani, ki se mu jo zlahka posmehujemo ali pa smo zlahka do njega dismissive, ampak po drugi strani je pa zelo zaznamoval tvoje življenje ali pa tudi od marsikoga drugega, pa me zanima, če bi o tem kaj več rekla. To je recimo tudi nekaj, ki po mojem v Mastercardu nisem tako obravnavala, se pravi, poskušala sem, tako se mi zdi, da sem se zdaj po 35. letu znašla v neki še bolj čudni fazi svoje odraslosti, ki še zmerom ne čutim, da bi bila zares odrasla, oziroma ki se malo čutim vsem kot odrasel impostor in da imam še zmerom občutke, ki so ali pa pač frustracije ali pa travme, ki so v veliki meri vezane na to, ki sem jih imela pred 20-10 leti in potem sem pač tukaj poskušala malo to raziskovati. Zdaj, ena stvar je, da pač do zgodnja 2000 so zdaj tudi neko obdobje, ki se ga precej obravnava spet, ki ima v bistvu pač nek revival, ker naenkrat je ta grozen fashion spet pač postal pač elementi tega mal in pa tako, da se veliko ljudi ukvarja s tem. In sem v bistvu probala malo pač ne bom rekla zdaj čisto sistematično, ker nič v tej knjigi ni zares sistematično, bolje pač asociativno, poiskati elemente tega, kar me je naredilo, oziroma pač nekako jih zdaj pogledati iz perspektive vsem osebe, ki je 20 let starejša kot takrat, ko sem to najprej konzumirala. Ampak zakaj je ene stvari tako lahko trivializirati ali pa ne jemati resno, kot je recimo pop kultura ali pa tudi iskrenost, če gre za določen tip iskrenosti, po drugi je pa za drug tip umetnosti jasno, da se bo samo po sebi jemalo resno. To se mi zdi ful težko vprašanje, ker ne vem, če lahko odgovorim na njega. Ampak se mi zdi, da pač vsak tip pisanja, ki pač vsebuje neke elemente ali pa se nanaša na elemente pop kulture, je pač v nevarnosti tega, da se ne jemlje resno. Zakaj? God knows. Ne vem, jaz lahko sam rečem, zakaj se sama rada s tem ukvarjam, zato ker se mi zdi, da pač pop je nekaj, kar se konzumira iz veselja, kar pač v bistvu nezavedno zelo veliko sprejmemo vase, pač ne konzumiramo ga zato, da bi nekoga impresionirali. Pač. Po drugi strani se jaz osebno zelo rada ukvarjam s popom, tudi zaradi tega, ker sem pozno v življenju imela zelo velike težave z avtoriteto in mislila, da samo resna literatura je nekaj, kar mi lahko res pove stvari, oziroma pri čemer lahko nekaj začutim, pa sem ugotovila, da to ne res in da sem velikokrat razočarana pri tem, pri pop kulturi pa ne. Tako da zaradi tega jaz to rada uporabljam in pač upam, da se s časom bo to tudi resno jemalo. No. Enkrat sem zate rekla, da si na pol svetnica, na pol žival. Takrat si se malo strinjala s to definicijo in če končava s tem, kaj v Toksiku je tisto, kar je svetniško in kaj je živalsko? Jaz bi rekla, da živalsko je najbolj to, da probam biti čim bolj neposredna v izražanju svojih čustev in občutkov, kar v življenju nisem. Sem pač bolj zadržana. Za svetniško je pa zelo hecno reči, ker je pač itak to joke kategorija, ampak bi rekla, da predvsem to, da imam kar velik ego, tako kot vse svetnice. Hvala lepa. Vabljeni k branju knjige Toksik. Želim vam lep dan, lep večer in srečno. Beletrina v živo.